Koša folk in dobrodošli v nov YouTube video, dobrodošli v današnji vlog. Kar sem si skuhal oziroma pripravil svoj četrti, že današnji obrok, tako da začenjamo malo pozneje v dnevu ta video, kjer bo današnji video celotno fokusiran samo na trening, na v bistvu najpomembnejši trening, ki je zame, in sicer back workout, in to specifično back workout za thickness, torej za ta 3D zgled, look hrbta. To je še ta edini trening, v bistvu, ki ga nisem še pokazal na YouTube channelu, tako da pride ful dobro, da danes naredimo res celoten video o tem, glede na to, da je to res meni najpomembnejši trening, s kom drugim narediti res nerealen trening kot pa z Leotom. Tako da danes bomo mic'd up z Leotom in bomo odtrenirali ta bombastičen trening. Danes je tudi zelo lep dan. Zakaj? Ker sem zvišal kalorije. Tako da tretja sprememba tega bulka je bila danes opravljena. Današnja jutranja kilaža 84,5 in gremo glede kalorij za 300 navzgor, tako da iz 3300 na 3600. Tako da evo folk, vse skupaj sem pogledal zdaj na MyFitnessPal, skoraj že 3000 kalorij imam v sebi s temi 4 obroki, tako da sem lepo poln hrane, poln vode in današnji trening mora biti 10 out of 10, ker kot sem rekel, to je najpomembnejši trening zame. Tako da se vidimo v gymu, ko se dobim z Leonardijem. Evo nas folk. V fitnessu začenjamo, kot rečeno, z današnjim opisal sem ta trening kot najpomembnejši trening zame v tem spletu. Zaradi thicknessa. Da je to part, ki ga moram najbolj bring upat. Moram je tako vsi bring upat. Tip je obrnil Thor Steam Free, da se ga lepo vidi. Thor Steam Free, vsi Koda Max 5. Koda Max 5? Ja. Povej, Mango Maračuja, feedback. Ja, feedback. Skratka, folk, insane. Če ste kdaj, ne vem, pili nek hardcore dober drink, ali pa neko, ne vem, mango limonado, ki je full dora, this is it. Pač to je tipo... Kosok. To je hands down najboljši pre-workout po testu. Najboljši pre-worki. Najboljši okus. Numero 1. Gremo se zmeniti, kaj bomo danes delali. To, potem imamo cable row white, ki smo ga zadnjič delali. Seated cable white row? Ja, z ravno palico, ki vlečeš malo bolj gor. Ono, ki smo... Ja, ono mi je bilo všeč. Ono je GG vaja. Ja, ono je GG. In pol še tipo JPG row, ampak ne iz tam dol, ampak iz dol gor. In še dumbbell shrugs na koncu. Shrugs še. Teh 5 vaj. Počasi, ja. Bomo rešli. Smo se zmenili. Pre-work je spreman in kot sem rekel, bomo naredili malo tudi zdaj razgibanja naših ramen z elastiko in potem začnemo na lat pull downs. Ta kreatin. Če hočeš 100% okus, ne mešati s kreatinom, ker kreatin doda uni efekt Sahare, torej pesek. Tega nočeš v pre-workoutu. Umazana voda. Evo folk, malo segrevanja za ramena, kot vedno pred vsakim upper body treningom. Meni zelo potrebno, Leo tu vedno več, ki me ne posluša. Ja, vse. Evo, exactly my point. V glavnem, lat pull down, torej smo malo bolj nagnjeni nazaj in pač za komolci malo bolj nazaj vlečemo, ne dol, ampak malo bolj nazaj, okej? To. Torej, celoten današnji trening bo pač fokusiran na upper back, stiskanje upper backa za ta thickness. Če imate gym broja, folk, ful lažje trenirati včasih, samo zato, ker ti lahko gym bro pač prime uni del, ki ga delaš, oziroma tisto mišico, ki jo moraš stiskati. In tako potem je 10krat lažje delati vse.
da je max stiska odlično. Torej, komolec, zdaj, ki gremo za upper back, ne, potuje malo bolj nazaj. Dok potuje malo bolj nazaj, je to bolj upper back. Če potuje čisto ob telesu, ob boku, potem se dosti bolj aktivirajo ledci, ne. Zato namerno vlečemo malo s komolcem malo bolj nazaj. Zdaj pa 2 working seta po 12, ne, tudi za. Zdaj, gremo. Ja, perfektno, gremo. Ok, let's go. Desno. Oh, god damn. Nice. Ja, gremo, vse sam delaš. Ja, vse sam delaš, gremo. Ajde. Ja. Drži ten. Ja. Gremo še eno. Cop. Ja. Počasi gor. To. Druga vaja. Gremo na chest supported dumbbell rows. Tako da pri vseh teh rowsih za upper back sem opazil, kjerkoli pač imam to možnost, da je malo bolj chest supported, ker ti pač to da to stabilizacijo, da lahko res lepo raztegneš in potem squeezaš. Tudi tukaj, ko bom lepo na benchu, bom pač ciljal za komolci malo bolj ne čisto gor za rear delt, ampak malo bolj gor, torej ne čisto ob telesu za lece, ampak tukaj nekje vmes, da čim bolj ta upper back zadanemo, ok? 2-3 stopnjevalne in potem 2 delovne. In tukaj, mogoče je tukaj veliko folka jih moti setup, kako se setupati. Tako da bom jaz pokazal način, ki meni paše, da nekako lagano prideš v to, ne. Če ne, setup je ful zakompliciran, ne. In lahko te ful moti tukaj. Tako da, poglejte to moje, pa če vam ustreza bolj. Tip ga je prema. Stop. Ajde. Ja, dej, gremo. Kar dej. Ja, to, bravo. Yes. Evo nas, zaključil drugo vajo in gremo na tretjo, in sicer to smo rekli, da je cable rowsi z tem ravnim prijemom in bomo imeli tudi pač takšen ravn prijem in bomo pač ciljali malo bolj gor v upper back. Ne čisto ravno, ampak bomo tudi malo pač rear delce in trapeze zadeli sigurno s to vleko, ampak se fokusiramo čim bolj pač upper back, ne? Bi kaj dodal? Se strinjaš z vsem, kar sem rekel, je res? Ja. Leo je danes živčen, nima preveč besed, ampak dobro. Samo da trenira dobro. Tako da bomo imeli tukaj, glede to, da je tretja vaja 1 stopnjevalno in potem 2 delovne. Tako da, let's go! Squeeze.
Temu se reče kontrolirati utež. Počasna kontrola, squeeze, tehnika in intenziteta. To je kontrola. To je stopnjevalno, tako da. To je stopnjevalno, ni še prave intenzitete, ne, ampak... No, pač, no. Tako, vse ostalo ja, pač. Še posebej pri hrbtu ta izvedba je ajoj. To, kar je rekel, control the weight, počasi. Tukaj jaz sem našel, da mi tu tipo te malo pauze mi ful pomagajo. Ja, za začuti tipo upper back mi ful pomaga to, če se naprimer mogoče malo ustavim v squeeze-u, veš. Da ga res da ne grem samo cik, ampak da naredim cik, malo zadržim in potem počasi spustim. Ne vem, mini detajl, ampak... Veliko bolj beneficialno je stiskati mišico, kot stiskati želco. Ja. Dej, gremo. Ne se s celim hrbtom. Ja, squeeze. Ja, gremo še. Raven hrbet in squeeze. Ja. To. Ja, come on. Ajde. Ajde, Max. Dej. Gremo zdaj na D-hander row, smo ga hoteli gledati tam na kablih, se tapati malo boljše, da je res iz od spode proti od zgore, ampak se bomo prilagodili na tej mašini. Za vsako stran se pač malo res tukaj moramo umakniti od kabla, da lahko potem res lepo ravno vlečemo in s komolcem ciljamo, mogoče pač ne ciljamo dol, ampak mogoče malo gor, ok? Torej, da gremo follow through, bolj upper lat, upper back, ok? To je to. Ajde. Samo komolec. Ja. Samo komolec. To, zdaj. Ja. Ajde, gremo, energija. Še. Ok, smo končali ta row, bomo tako govorili direktno v kamero. Smo končali ta row na kablih in zdaj gremo na zadnjo vajo treninga. To je zdaj 5 vaj za ta samo back trening. To je tako moj najkrajši trening, ampak najpomembnejši res, največji fokus moram dati. Zdaj imamo shrugs za trepse, ker jaz jih nimam. Nikoli jih predtem nisem niti direktno treniral, na nekih rowsih pa se nisem toliko razvili očitno, tako da zdaj sem si dal te dumbbell shrugse za razviti to. 2-3 stopnjevalne oziroma 2 stopnjevalne dol in pol, 2 heavy. Torej, katero izvedbo trepsov oziroma trepsov? Shrugse za trepse jaz izvajam, torej ne delam to klasično, ker pač stojiš ravno in zadam samo trepse, ampak se nagnem malo naprej in v bistvu začnem s tem, da grem nazaj in potem stisnem celoten ta zgornji del hrbta, da pač vključim tudi te ostale majhne mišice poleg trapeza. Zdaj, so. Evo, upam, da so tistih par razlag, ki smo jih dali,
prišli prav, ne? Za ta upper back stiskanje. Ti, kje si največ čutil? Chest supported. Chest supported, ne? Pač ono je tako, ko smo rekli, težko za setupati, upam, da vam je moj setup malo pomagal, ampak če ne, pač tam se res dobro, ne? Mimiciraš to neko perfektno vaj za ta upper back, torej kjer imaš chest support in kjer res lahko greš dol, ne? Ki ni. Ker ti ne moreš iti tako, ne? Ja. Ne moreš biti tu. Potem ga avtomatsko stiskaš. Tako da to probajte za upper back, to je res dobro vaja, če nimate res te nobene mašine za upper back. Če ste prišli do konca tega YouTube videa, če še vedno gledate, prvo hvala. Drugo, dajte v komentarje tisti emoji trikotnega, obrnjenega navzdol. Če ti je video bil všeč, spusti like. Koliko lajkov na tem videu, Leo? 500. Ti bi rekel 500 lajkov. Preko koliko časa nismo 500 lajkov dobili? Ste pripričani, gospod Leonardo? Če hočete skvatati 220 za 7 repov, boste naredili 500 lajkov. Če ne, ne velja. Ajde folk, gremo probati 500 lajkov na tem videu in če še nisi, se lahko tudi subscribaš. To je to od mene folk za ta video in se vidimo naslednjo sredo ob 6. v novem YouTube videu. Peace.